Prisrčen in predvsem zdrav pozdrav, cenjene gledalke, spoštovani gledalci iz oddaje S farmacevtom za zdravje, ko bo naša sogovornica Polonca Fiala Novak, magistra farmacije, vodja lekarne v Svetem Juriju v Piščavnici, seveda gre za pomurske lekarne. Polonca, narava se je že dodobra prebudila, veliko hodimo v naravo, tudi željni smo, da se nekje zunaj sprehodimo, tudi zaradi mask, ki še vedno nekako uporabljamo. In bo govora o temi, ki seveda je spomladanska, tudi celoletna, gre za nevšečnost s klopi. Pravzaprav klopi kot takšne se jih upravičeno bati, oziroma je to, tudi ta tema, o kateri bomo danes govorila, nekako zastrašujoča ali pa ne. Ja, lep pozdrav tako vam kot našim gledalcem. Res je, izbrala sva temo, ki nekako sovpada s temi pomladanskimi ali pa lepimi dnevi, ki so že med nami. Torej, govora bo o klopih. Ja, ali je strah pred klopi upravičen? Lahko rečemo, ali skozi oddajo bomo to potrdili, da vendarle, ja, klopi so sicer mala nedolžna živalca, videti lahko povzročajo hude težave, bolezni in tako naprej. In kar je še mogoče nekoliko zaskrbljujočega, Slovenija kot lepa dežela je vendarle neka oaza klopov, pravijo, da je ta pojavnost klopov, ki so okuženi in potem tudi z tega seveda bolezni, kar visoka, se visoko številke nekako pojavljajo in tudi, da pravzaprav klopi, kot vemo, niso samo nadloga, rečemo, gozdov ali pa res tistih grmičev, kot včasih nekako še vendarle neko zmotno prepričanje velja, da so pravzaprav klopi tudi v urbanem področju, to se pravi tudi v mestnih parkih, v travi, seveda, če je nižje pristrižena oziroma nižje pokošena, toliko manj verjetnosti, pa vendar klopa lahko najdemo na sleherni trohici zelene površine. To se pravi, Slovenija je nekako znana po teh lepih, recimo, pokrajinah in torej tudi ima nekoliko višjo incidenco pojavnosti klopov in njihovih bolezni. Zdaj, klopi so nekako med nami od začetka pomladi, pa tam vse do, kot ste rekli, celo poletje do pozne jeseni, tako da zdaj je res tisti pravi čas, torej klopov. In mnogi ljudi potarnajo ta strah, ki ste ga tudi omenili, je tisti poglavitni vzrok, da ljudi nekako jim odsvetuje oziroma jih odžene od sprehoda v naravo, od sprehoda v gozd. Danes bomo videli, da ta strah je upravičen, vendar pa z neko ustrezno zaščito, z ustreznim poznavanjem teh bolezni lahko tudi te sprehode nekako ohranimo in tudi negujemo. Najbolj znana bolezen, pravzaprav, ki jo povzroča, ne bom rekel pik, ampak klop, ki se nam zajene v kožo, je borelioza. Pravzaprav, če ne kontroliramo naših sprehodov, če se po sprehodu ne slečemo, ne pogledamo telesa tudi v ozadju, pravzaprav, kakšni so znaki borelioze oziroma kako jo prepoznamo? Tako je, najbolj tista značilna ali pa najbolj pogosto poznana je lajmska borelioza, to se pravi bakterija Borrelia burgdorferi jo povzroča, prenaša. Rekla sva že prej, vsak klop vendarle ni okužen, ampak ko pa gre vendarle za vbod ali pa tudi, da nas samo klop okuženi oplazi, je lahko dovolj za tako imenovano obolenje boreliozo. Zdaj, kakšna je simptomatika oziroma kako prepoznamo? Naj povem, da je bolezen borelioze izjemno, tako bom rekla, nespecifična simptomatika se pojavlja. Včasih rečemo, da nekako prikazuje druge stike oziroma vse druge bolezni, prej prepoznamo, kot pa res potem rečemo, aha, kaj pa če gre za boreliozo, ker je na nek način posnemovalka mnogih bolezni. Zdaj, za lažje razumevanje, o čem pravzaprav to govoriva, mogoče je primer gospe, ki se je pravzaprav okužila oziroma je okužil ta okuženi klop z Borrelio burgdorferi, zbolela je za lajmsko boreliozo in je imela take nespecifične simptome, tožila je o bolečinah v sklepih, mišicah, utrujenosti, nenehni, nekako tudi slabši koncentraciji, glavobol pogosti, zamegljen vid, trzlaje v rokah, to se pravi slabosti, pravzaprav težave, ki so lahko značilne za marsikatero težavo oziroma izjemno nespecifične. Tudi ta gospa je potem hodila od specialista do specialista, neke diagnoze ji niso mogli postaviti, vendar pravzaprav je vplivalo na njeno osebno življenje, kako tudi na poklicno pot. Zdaj, kaj se je zgodilo? Na koncu so vendarle
je pristala celo pri psihiatru, predpisali so ji antidepresive, ker je imela tudi težave z neko tesnobo, anksioznostjo in tako naprej. Šele po nekem času so vendarle iz vzorca krvi, to je pač nujno, določili, da vendarle gre za okužbo z to borelijo, to se pravi, da gre za boreliozo. In ta gospa je potem sicer šla na zdravljenje z antibiotiki, omilili so te simptome, vendar to težavo, to se pravi, ki je utrpela na poklicnem in osebnem področju, so pravzaprav težko zakrpali. Želim povedati, da pravzaprav težava, ki se kaže z večjimi obrazi, včasih jo težko diagnosticiramo in pri taki neznačilni simptomatiki je vendarle treba pomisliti, da pa gre, torej vendarle, kot pravimo, možnost okužbe z klopom, okuženim klopom in torej kot tako za lajmsko boreliozo. Morda pri tem eno vprašanje, ki se mi je kar porodilo, takole, to se pravi, dlje časa odlašamo, težje je potem zdravljenje borelioze, lahko se tudi poslabšuje kasneje, morda na kakšne vitalne organe vpliva ta borelioza, tako da je najbolje seveda, če takoj ažurno spoznamo to zadevo in čim prej začnemo postopek zdravljenja, potem so verjetno tudi posledice manjše. Ja, res je, mi smo se nekako sedaj osredotočili predvsem na simptomatiko, ki se potem pokaže po nekaj časa. Zdaj, če greva čisto konkretno, kaj se zgodi po vpiku ali pa ko nas oplazi vbod oziroma torej klop, vedno mi radi poudarjamo, opazujmo se, kot ste že sami uvodoma rekli, preglejmo se, ko pridemo iz gozda. Kakor hitro ugotovimo neko rdečino, to se pravi na mesto vboda klopa, je lahko alarmantno. To se pravi, gre za težavo, to se pravi okuženega klopa in ta rdečina počasi raste, v nekaj dneh ali pa tednih se notranjost pobledi in ostane takšen tisti značilen okrogli rdeči obroč okrog tistega mesta vboda in ta je zelo izjemno značilen, torej to se pravi, da nas je okužil torej klop. Zdaj, mesta, na katerih je to pravzaprav se pojavi, ni samo tam, kjer nas je klop okužil, ampak lahko ta eritem, mi rečemo, se širi po telesu, se prenaša, izgine pa se spet pojavi. Problem je, ker ta mesto navadno nekih bolečin sploh ne izkazuje, lahko da nekoliko skeli, posrbi, vendar tudi to ni nujno. Zdaj, bodimo realni, pri otrocih smo res zelo izrazito pozorni in otroka res celega pregledamo, predvsem tiste res gube, kožne in tako naprej. Odrasli pa res morda se na hitro preletimo, hrbet in zadnji del pa včasih sploh pravzaprav spregledamo tako, ne. To se pravi, tukaj, kot ste pa rekli, dlje časa to traja, manj časa je to odkrito, več težav povzroča ta težava oziroma ta klop, potem se razširi lahko na različne organe, pravzaprav noben organ ni nujno imun do te okužbe. In zato res pravimo, bodimo pozorni na to, ko pridemo iz gozda in na to mesto vboda, da s tem lahko preprečimo res tisto razširitev tega okužene bakterije po celotnem sistemu. Ne vem, svoj čas, ko sem bil mlajši, nismo slišali besede borelioza. Vedeli smo, da klop lahko povzroča meningitis, oziroma zdaj se strokovno reče ena dolga beseda, ki jaz tako težko izgovorim. Kaj pa s tem? Ja, govorimo torej o klopnem meningoencefalitisu, res je, to se pravi tukaj pa za razliko, da tukaj ni, to se pravi bakterija tista, ki povzroča, ampak je virus. To se pravi virusni klopni meningoencefalitis, ki pa se odraža v tem, da se torej vnamejo, kar je še pravzaprav hujša bolezen, vnamejo možganske ovojnice, lahko prihaja do vnetja možgan in tako naprej. Zdaj, kaj je tukaj bistveno? Bistveno je to, da je ta bolezen pravzaprav lahko z veliko hujšim izidom kot lajmska borelioza, lahko tudi nekako sledi smrt ob nepravilnem ali nezaznavanju ali nezdravljenju. In kar je še problem, prej sva govorila pri boreliozi, da je na mestu vboda, torej tista rdečina prisotna, ki jo upamo, da ne spregledamo. No, tukaj pri tem klopnem meningoencefalitisu pa te bolezenskih simptomov, znakov na mestu vboda sploh ni. To se pravi, mi tukaj ne moremo iz tega nič nekako zvedeti. Je pa res, da nekje navadno po ugrizu okuženega klopa, tam nekje 7 dni, se pojavijo taki, mi rečemo, gripi podobni simptomi, zdaj bi tudi lahko rekli covidu podobni simptomi, to se pravi, pojavi se povišana telesna temperatura, slabost, lahko driska, slabše počutje, bolečine v mišicah, kosteh, sklepih in to se pravi, lahko kaže, da gre torej za to težavo klopa, okuženega klopa.
Zdaj ponavadi ta težava nekoliko zbledi, se umiri, ampak po enem tednu se ponovno vrne v hujši obliki. Takrat že govorimo o zelo visoki temperaturi, lahko hudem bruhanju, težava z res hudim glavobolom in kar je značilen simptom, ko gre za vnetje možganskih ovojnic ali celo za vnetje možgan, človek ne more nekako glave tukaj v bradi nekako nasloniti na prsni koš. To se pravi trd vrat, tako trd vrat, tukaj je tista res alarmantna faza, tukaj se nekaj dogaja v možganskih ovojnicah, v možganih. Tukaj je treba nujna pomoč, seveda takoj nemudoma zdravljenje, če želimo torej res rešiti človeka pravzaprav pred smrtjo. Kljub potem zdravljenju lahko ostanejo težke posledice, tukaj vendarle govorimo o vnetju možgan, vemo, možgani so center našega delovanja, razmišljanja, življenja in zdaj odvisno, kateri centri so poškodovani, potem tudi lahko takšne in drugačne posledice nosimo s seboj. Torej, ena in druga bolezen, ki jo prenaša klop, je, kot vidimo, huda, simptomatika težka, včasih težko nekako opažena, spregledana in zato takšne oddaje pravzaprav vodijo tudi v to, da človek nekoliko simptome lažje, hitreje prepozna, tako pri sebi kot tudi pri drugem. Vrnemo se nazaj k klopom, da ne bova takole temni temi, ampak tudi življenjska je, ne, redka, ampak je. Se pravi, ugotovimo, da se nam je klop prisesal. Kaj pravzaprav početi v tem primeru? Pravijo, da moraš strokovno odstraniti tega klopa. Nekateri svoj čas so nekaj kapljali, eni pravijo, da ga treba odšraufati, ne, oziroma odviti. Kaj v tem primeru narediti in kako se recimo rešiti ali pa preprečiti okužbo, ko ugotovimo to? No, najboljše je bilo, da je pravzaprav delovali preventivno, ko gremo mi v naravo, na sprehod, v gozd in tako naprej. Da nas sploh ne piči, ne? Tako in nekako uporabljati repelente. To je pravzaprav, če rečeva, bistveno, nujno je, da to nekako ozavestimo in pravzaprav, da je repelent vedno, ko gremo v naravo z nami. Zdaj, ali so to repelenti v obliki pršil, krem, takšnih in drugačnih odganjalcev imamo, tudi elektronski danes, ki vlečejo nekaj metrov okrog, torej v obsegu in odganjajo te klope. Razni obliži, tudi tatuji se dobijo za otroke, to se pravi obliži, ki se lahko nalepijo potem ali na čevlje ali na pohodniško recimo torbo. Pri otrocih bodimo pozorni, na kakšno torbico zalepimo, ko gremo v naravo in s tem bomo mi rekli, odpravili že nekaj 90% možnosti, da tako primarni vzrok in bomo nekoliko bolj sproščeni v naravi. Zdaj, če se žal kljub temu zgodi, ali pa če smo pozabili na ta preventivni ukrep, pa nas torej klop okuži oziroma nas oplazi, vbode, pa kot ste rekli, je potrebno pravilno postopanje pri odstranjevanju. Kot ste sami rekli, včasih so kakšno olje livali na tisto mesto, pa kakšne kolonske vodice, alkohol. Ja, navadno se res takrat klop odpusti, lažje odpusti, je pa res, da ga to olje in te vodice nekako skušajo pripraviti k zadušitvi, tako da v tisti, bomo rekli, obrambi on spusti pravzaprav vse tiste strupe, o katerih danes govoriva, v naše telo. To se pravi, to je dokaj dvorezni meč, kako postopati. Zagotovo je čim prej odstraniti. Zdaj, v lekarnah imamo res take primerne pincete, iz izkušenj naj povem, da res lepo gre odstraniti, še posebej, če imamo to kovinsko pinceto, ki klopa izjemno lepo prime in ga ne razcefra oziroma ne, bistveno je, da odstranimo celega klopa, v smeri urnega kazalca potem zavrtimo in se zelo lepo odstrani. To se pravi, če je možnost, imejmo to v neki priročni domači lekarni, v torbici, ko gremo na neki izlet, seboj in s tem potem takoj odstranimo klopa. Ko smo ga odstranili, razkužimo mesto z alkoholom, karkoli imamo pač pri sebi, če so kakšni pohodniki, planinci, vemo, da imajo kaj takšnega vedno pri sebi, tudi tisto, kar jim daje potem moč. Torej razkužimo, potem pa je na nas, da to mesto torej opazujemo. Opazujemo mesto, navadno se v 48 urah pojavi tista značilna rdečina, ki potem žal kaže, da je bil klop vendarle okužen in potem, kot sva rekla, postopamo tako, da se odpravimo do zdravnika, ponavadi nam antibiotik predpiše in se začne čim prejšnje zdravljenje. Če smo mi to odstranili, rdečina potem na mestu nekem dni, v nekem času, par dni, si lahko oddahnemo, smo v redu postopali, smo ga pravočasno odstranili ali pa ni bil okužen in smo tudi torej to mesto dobro oskrbeli. V tem smislu nekako tretiramo.
Morda ni vprašanje na mestu, od česa pa so eni klopi okuženi, drugi pa ne. Težko bi rekla, pravzaprav je zagotovo Bolj za biologe, ne? tako vpliv okolja vendarle kaže že neke svoje posledice, tisto, kar pač mi ne delamo naravi, dela tudi ona nazaj nam, to se pravi, zagotovo je tukaj tista bistveni poudarek, ko se mora tudi vsak pri sebi vprašati, kako skrbi za okolje, ne samo trenutno za nas, ampak tudi za naše zanamce. In pravzaprav narava nam lahko veliko dobrega ponuja, lahko nam pa daje žal tudi udarce ali pa neko plačilo, vračilo nazaj, to se pravi, zelo lahko živimo dobro vzajemno ali tudi slabo vzajemno. Torej, rekli ste Polonca v lekarni, pinceta, kakšna razpršila, preden gremo, ne, to preventiva, ne. repelenti, tako. Svoj čas, ne vem, če še to velja, zdaj je to aktualno v času covida, se je dalo tudi cepiti, ne, posebno tisti, ki so v stiku z naravo, gozdarji, ne vem, ljudje, kmetovalci, ki so nekje veliko na travniku, veliko na polju, veliko v gozdu, še zmeraj to je možno? Ja, cepimo se lahko kot preventiva, to se pravi pred klopnim meningoencefalitisom, to se pravi pred vnetjem teh možganskih ovojnic in možgan kot taki. Žal cepiva ali pa tudi nekega zdravila, predvsem preventivnega, pred lajmsko boreliozo, ki pa je veliko bolj razširjena, pa žal ni. Tako da to pa varianta tista za težje obolenje pa vendarle je. Morda še nasvet za konec. Kaj storiti, če seveda želimo biti v naravi, smo radi zunaj, pa je sedaj čas, ko razhajajo klopi, ne, zraven še tega ljubega covida, ne. Kaj storiti pravzaprav preventivno, da se zaščitimo, oziroma ko pridemo iz gozda, s prehoda, kaj narediti? Morda za konec. Ja, zagotovo naj nas nekako ta strah pred klopi ne odžene od nekega sprehoda v naravi, od druženja v naravi, ki je še nekoliko v trenutni situaciji najbolj varno. Kot sva rekla, preventiva je tukaj bistvena, predvsem opozarjam ali pa še enkrat poudarjam, repelenti naj so v uporabi, naj so v vsaki domači lekarni. Kot ste rekli, ko pridemo iz narave, se dobro preglejmo, predvsem poudarjam pri otrocih, od lasišča pa vse tam do pet, predvsem kožne gube, naj so tukaj pregledane in potem žal, če pač prihaja do nekega, vidimo do klopa, potem tudi tisto mesto skrbno opazujemo. Zagotovo pa tudi na vseh nas, da nekako skrbimo, da je trava čim bolj pokošena, sploh na domačih dvoriščih, da vendarle, ko gremo v gozd ali pa gremo v neko naravo, ne hodimo po nekih neobljudenih, ne vem, takih površinah, ki so pravzaprav nepokošene z visoko travo, z grmičevjem. Poskušajmo najti neko ustrezno pot, ki je nekoliko bolj oskrbovana, vzdrževana. Tudi tukaj je lahko velika preventiva pred temi okužbami z klopi. Zagotovo pa v teh lepih dneh, ki so pred nami, kljub temu, da še covid prav tako med nami, sprehodimo se v naravi, predihajmo si pljuča tudi takrat, ko smo zunaj, pa upajmo se ali pa želimo, da nekih obiskovalcev dodatnih sklopi torej ne bo. Hvala za današnji prispevek, Polonca Fiala Novak, magistra farmacije. Spoštovane gledalke in gledalci, tokratna oddaja iz lekarne, Pomurske lekarne v Svetem Juriju ob Ščavnici z magistro Polonco Fialo Novak na temo klopi in nevarnost, ki jo povzročajo seveda na ljudeh. Bodite zdravi, pazite nase, če že greste v naravo, dobro se zaščitite in do prihodnje oddaje s farmacevtom za zdravje vam želim zdravja. Srečno!